Z Gospodovo prisotnostjo izpolnjeno življenje želim vsem nam, dragi prisotni, dragi poslušalci. To je najboljša stvar. To je najboljša stvar, štero leko želimo eden drugome. Če bi vam če želimo eden drugome zdravje, je to dobra, lepa, koristna, potrebna želja, vendar na to jaz ne more vplivati za tvoje zdravje. Ne morete zagotoviti, ka boš zdrav. Ne morete to obećati, kada se to uresničilo. Če bi vam želo bogatstvo, blagostanje, lepo, to je lepo. Ka bi želo nekaj takšnega vam. Ali tudi na to nema vpliva. Hitro leko človek bogatstvo zapravi, hitro leko človek bankrotira, hitro leko vse, ko imaš, propade. Vidimo to dosta toga okoli nas, ko se dogaja. Do pa želimo nekakome življenja v Božoj prisotnosti, na to pa leko imamo vpliv. Na to pa tudi mi leko vplivamo, tudi leko aktivno, osebno sodelujemo in to z molitvijo, z spodbudov, najbolje pa, dragi moje, z vzorom, z lastnim življenjem v Božoj prisotnosti. Če boš ti živo v Božoj prisotnosti, tak boš vzor tudi tistome, šterome to želeš. In naj Gospod blagoslovi prizadevanje vsakoga v toj smeri, kamo za istino dober vzor vsem okoli nas. Mana je igrala pesem, hvalimo ga mi zdaj v svetosti. In dragi moji, za svetost se je potrebno potruditi in za svetost se splača potruditi. Splača se potruditi, ka živimo eno sveto življenje. In to je to, ka živimo eno življenje v Božoj prisotnosti. Zadnja nedela v avguste, dopusti se končujejo se tudi šolske počitnice.
Za učitele, vzgojitele se je že začalo novo delovno obdobje, že se je začalo, že so bili delavne. Za učence, dijake, da se začalo teden, ko je pred nami. Študenti pa imajo še en mesec časa za en novi začetek. Za ništerne me dvome, da se je začalo eno čista novo obdobje. Obdobje učenja, brezskrbnost mineva in zača se obdobje z obveznostmi. Naj bo Gospodova roka z vome, kad te osvojili potrebne delovne navade, kad je vaše šolanje uspešno in kad je vaše življenje te koristno za celo skupnost. Što je za bošant, kad tako povem po domače, tisti je malo koristen, ali pa je ještě v breme skupnosti. Što je pa delaven, je pa koristen, ne samo za svoje življenje, pač pa za celo skupnost. Kakšno je to obdobje, kako uspešno, da je najbolj odvisno od vaše pripravljenosti delate. Pa ne samo za deco, ne samo deca za vas, tudi za vaše starše se zača eno novo obdobje. Tudi vi, dragi starše, te kuper svojih decov nosili veliko breme njihovega izobraževanja. In dragi moji, to vidimo, ka je uspeh posameznika odvisen od skupnega dela različnih ljudi. V Pridigare, 4. poglavje, 9. pa 10. verš, štok štejmo. Pridigar 4, 9 do 10. Boljše je, da sta dva kakor eden, ker imata dobro plačilo za svoj trud. Če namreč eden pade, ga njegov tovariš vzdigne, gorje pa enemu, če pade, ker ni drugega, da bi ga vzdignil. Vidimo tu, kaj je to skupno delo. In en stari pregovor pravi to, v slogi je moč. Da v kuper podržimo, je moč. Za zaloščare je bilo tako svedočeno, tako povedano, zaloščarge v kuper držijo, zato tudi kaj prej dosegnejo. In dragi moji, da mi v kuper držimo, v dele za nebeško kraljestvo, temu koristne, temu uspešne. Tako pomembno je, kad sodelujemo in kad smo sikdar na razpolago eden drugome. In pravi vzor v tom nam je, što naš odrešenik Jezus Kristus. On je bil sikdar na razpolago ljudem, štere so bili koli njega. Sikdar je bil pripravljen pristopiti tistim, štere so nucali njegovo pomoč. In zgledujmo se po njeme, to da nas nikak koštalo. Da nas nikak koštalo. Ali, dragi moji, to je najboljša naložba. To je odlična naložba. To je takšna naložba s takšnimi obrestami, niti ena banka, niti eden sklad toga ne da. Nišče. Niti ena banka, niti eden sklad ne obečava, kam bi odili po zlati ulici. Božja beseda, sledenje Božoj besede, pa to obečava. Znate, to Božje obečanje se spune. In sam Jezus je lepo razložil, da je gučo od zaskrbljenosti za življenje, za vsakodnevne potrebe. In on pravi tako. Jezus je to lepo razložil. V Mateju 6. tale, 32. verš, drugi del in pa 33. tako pravi. Saj vaš nebeški oče ve, da vse to potrebujete. Znači to, ko za to fizično življenje, ko je opisano v predhodnih vrsticah, vaš nebeški oče ve, on zna, kaj vse to potrebujete. In te, dragi moji, Jezus dodaja to. Iščite najprej Božje kraljestvo ali nebeško kraljestvo in njegovo, znači Božjo pravičnost, in vse to vam bo navrženo. Dragi šolare, to naj bo vodilo tudi za vaš
vsake novi dan v tom novom učnom obdobju. Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, te imeli šolske obveznosti. Izkoristite tej čas za delo, kad ostale dneve, tako povedano, kad tako malo moderno povem, brez stresa za vas, pa tudi za vaše starše. Izkoristite to obdobje in naj samo za to še več, te imeli zadosta časa za drugi del besede, štero smo prešteli, za iskanje nebeškega kraljestva. Aleluja. In dragi šolare, bojte popolnoma sigurni, ka vaš nebeški oče zna za vsako novo snov. On zna vse to, ko te se včili, za vsako kontrolko, za vsako preverjanje znanja, ještě več, on zna tudi vsaki pravilni odgovor. Tudi vsaki pravilni odgovor on zna. Iščite najprej nebeško kraljestvo in njegovo pravičnost. In za vse to, da se Bog poskrbo, on zna tudi vse, koli vašega včenja. Če delate na tom, ali pa zabušavate, ali pa čas koristite za druge stvari, računalnik, tablica, telefon, igrica in marsikaj drugega ještě. On zna, nebeški oče zna, ka nucate in si želejte dobre ocene in pri njemi, kako sem že pravil, tudi so vsi pravilni odgovore. Pri njemi so vsi pravilni odgovore. Ali v vašem šolanju te do pravilnih odgovorov mogli tudi sami priti. Kako se pride do pravilnih odgovorov? Točno tako. Včite se trebej. Z učenjem, z vajov se pride do pravilnih odgovorov. In to, da tudi največji delež, to, da tudi vaš največji delež v bodočem šolanju. Učenje. Saj vaš nebeški oče ve, da vse to potrebujete. Ja, dragi moji, on zna. On zna, kaj potrebujete, kaj nucate znanje. On zna, kaj potrebujete, kaj nucate, kaj se želite, dobre ocene. On zna, kaj nucate odgovore, pravilne odgovore, do te pitanje, do te proteste. On vse to zna. In dragi moji, vsi se zavedajmo, kaj naš nebeški oče zna vsako našo potrebo. Saj vaš nebeški oče ve, da vse to potrebujete. Dragi moji, ide se za naše potrebe. Ide se za naše potrebe, ko se pa dostakrat ne ujema gli z našimi željami. Bog zna, nucaš traktor, ka nucaš priključke, ka nucaš mašine, ka leko njive obdelaš, ka bi te leko njive rodile pridelke. Bog to zna. Bog zna, ka nucaš službo, ka nucaš delovno mesto, ka se ti leko zaslužiš za življenje. Bog zna, ka nucaš zdravje. Bog to zna, ka nucamo zdravje, ka ti leko svojim traktorom v svojim službi delaš, ustvarjaš in si tako ti zaslužiš svoj mesečni dohodek. Bog zna, ka nucaš avto. To Bog zna. Ka se pripelaš službo, ka se pripelaš na delo, ka se odpelaš do bolte, ka se odpelaš do doktora in ka se pripelaš v dom Božji na molitev, na bogoslužje, gdje ti on ponuja duhovno hrano za tvoje večno življenje. Bog vse to zna. In dragi moji, Bog se je za vse naše potrebe
na čudoviti način poskrbel. Lahko povejmo amen na to? Aleluja. Amen. Bog se skrbi za naše potrebe. Mogoče ne to, kako se mi predstavljamo dostakrat, ali če gledam situacijo vseh nas so ništene stvari, štiri ne imamo, ali v glavnom je poskrbljeno za vse naše potrebe, ka skoro vdikom ne imamo nikšega pomanjkanja. Saj vaš nebeški oče ve, da vse to potrebujete. Luka dodaja tu en stavek, ne delajte si s tem skrbi. Pretirane skrbi. Dragi moji, Bog zna vse in zato ga skrbi za vrhunec svojega stvarstva. Skrbi ga za mene, skrbi ga za tebe, dragi poslušalec, da ne bi naša življenja bila usmerjena v napačno smer. Skrbi ga, Boga skrbi, da naš pogled ne bi bil usmerjen samo doj, samo v zemljo, samo v zemeljsko, pač pa naj bo naš pogled usmerjen gor v nebesa. To je naš pravi cilj. Ta si želimo, ne? Si želimo ta? Aleluja! In gledajmo gor, odkąd prihaja najboljša pomoč, kot psalmista pravi. Dragi moji, to je razlog, zato ker Boga skrbi za nas. Njem je vseeno za nas in to je razlog, ker Jezus dodaja to med dejstve o Božoj vsevednosti. Ker Bog se zna najboljšo usmeritev za mene, za tebe, za vsakoga človeka. Zato, ker Bog se zna prave in on daje usmeritev. Iščite najprej Božje kraljestvo. Iščite najprej nebeško kraljestvo in njegovo, znači Božjo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Bog zna vse in tu zna, ko je najboljše za nas. Haleluja! On zna, ko je najboljše za nas, za tebe, za tvoje življenje, za tvojo situacijo, tudi za tvoj problem. On zna, ko je najboljša rešitev, ko vi prideš iz tvojega problema. Zna, ko naj postavimo na prvo mesto v svojem življenju. Iščite najprej. In znova postavim to pitanje. Ko je v tvojem življenju tisto najprej? Bodoči šolare, ko bo vaša prioriteta v tom šolskom letu? V njej, seveda, brez Božje pomoči pa ne da šlo. Ne, brez Božje pomoči ne da šlo, za voljo toga, tudi za vas vala tej na svet. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravično, znači Bog pa da se poskrbo za vse ostale vaše potrebe. Bog da se poskrbo. Ja. Znači se premaknemo v šolo, učni uspeh. Gelte, štiri ste učitelje, gelte, kako je važno. Učni uspeh. In učni uspeh je ena velika kombinacija, ena veliki krog. Ja, najprej deca, učenci, dijaki, študenti, vi same ne morete priti do znanja, do ocen, do dobrega uspeha. Lahko pridete same? Ne. Mislim, da ne. Nucate tiste ob sebe, štiri do vas včili. In moj nasvet, osebni nasvet, ja vam pravim tok, cenite tiste, štiri vas včijo. Cenite jih. Spoštujte jih. Bojte prijazni do vzgojiteljev, učiteljev, profesorov, tok, da vam une na levce davali znanje. Pa da te, znate, dvojno zadovoljstvo. Une do zadovoljne učitelje, žite zadovoljne, kada ste dosta
pa nalevce navčili. Drugi v tom vzgojno-učnom krogu ste vi, dragi vzgojitelji, učitelji, profesori. Ja, vi ste pomemben del. Na vas je velika odgovornost, ka poučujete naslednjo generacijo. Naslednjo generacijo. V dnešnem času je to dosta težje, kot pa je bilo to v naših generacijah. Mi, štiri smo malo starejši, znamo. Učitelj je te pravo tok in je tok bilo. Dnes imate dosta žmetnejše pogoje za vaše delo. Zahteve ene pa druge strani so sigdar večje, imate dosta izzivov in nucalite dosta potrpljenja v svojem delu. In pa tudi odločnosti. Opravljajte svoje poslanstvo z veseljem. Znate, tede nagrajeno, kad to povem, zadovoljnimi uporabniki. Ja, to je to. Če z veseljem eno delo opravljaš, da tiste, štero mi služiš, ti zadovoljen. Naj vam Gospod da modrosti za vse to. In tretje, v tom krogu, kad to povem, ste starši, skrbniki, tudi vaša vloga je pomembna. Ne samo, kad deco pripeljate v šolo ali pa na avtobus, pač pa je, da je potrebno tudi marsikaj vkuper z njimi včiniti. Potrebno da pa tudi eno dobro sodelovanje z vzgojnim osebjem, z učiteljami, z vzgojiteljami. Tudi vam naj da Bog modrosti, kad te znale morebitne nevšečnosti mirno reševati, ne z izsiljevanjem, ne z prisilov, pač pa z Božjo modrostjo. In tu je zdaj že sem nakazal na tej četrti del, to četrto četrtino toga kroga. In to je v vsem pa naj bo Bog tiste, štiri, da usmerijo vse vaše odločitve. Iščite najprej Božje kraljestvo in Božjo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Dragi moji, da je Bog vladar. Da je Bog vladar v človekovem življenju, se stvari odvijajo drugače. Noček na načešen način, kak pa brez njegovega vodstva. In znate, apoštol Pavel tu glede toga piše konkretno svojome mladome učence, sodelavce Timoteje. V prvom pisme Timoteje 4:12 tok piše. Tok dava na svet svojome učence. Nihče naj te ne prezira zaradi tvoje mladosti. To bi bil prvi del toga nasveta, ali tej spodbude, da to povem, Pavla Timotej. In te dodajo, bodi pa vernim zgled v besedi, vedenju, ljubezni, veri in čistosti. Mladosti, mi štere smo malo starejši, dostakrat ne razumemo. Gelte? Ne razumemo več dostakrat tej mladosti, teh štere zajgor rastejo. Pozabljamo, kad smo mi odraščali v drugačnem svetu, gdje ne bilo toliko preizkušenj, gdje ne bilo toliko možnosti, ne bilo toliko tehnologije, ne toliko informacij. To, za ko smo mi mogli prešteti eno celo šolsko knjižnico, kad to povem, to imajo deca v takše male škatlice. Pa ne samo to. Ko smo mi mogli celo knjižnico prešteti, pač pa ještě milijonkrat več informacije imajo na svoji telefone. Ja, to je istina. Znate, ne samo, ka imajo toliko več informacij, pač pa imajo tudi toliko več tistih negativnih stvari.
štere leko hitro mlado osebo zavedajo, štere leko hitro to mlado generacijo odpelajo na napačne poti. In dragi moje, tu je potrebno združiti moči vseh nas, ka mo tisti pravi vzor, prava spodbuda, pravi nasvet na mlado generacije, ka doznole povedati jo stvaram, štere so dobre, in ka doznole povedati stvaram nej, štere so najdobre za njih. In tok smo preštele. Nihče te naj ne prezira za volo tvoje mladosti. In tu mi ne prezirajmo mlade generacije. In mlade, poslušajte, to pravi tudi za vas, ne prezirajte nas starejših. Da vam povemo, kaj iz svoje mladosti, koliko je bilo, da vam pokažemo, na kakšno stvar, štera vam ne da koristila. Znate, mlade, mi gledamo naprej. Mi gledamo tu naprej. Vi to zdaj jeszcze ne razumete, ali sledite razmele. Znate, to so mene moje storiške pravle, pa bole se oblače, križdete bolo. Ajo, kje pa te? Dajte slučajno, ne, pa ge na moped, pa ge sam mlade, zdrav. Zdaj razumete te stvari. In ne želim vam, ka bi mogli iti skozi takšne težave, ko ge, in ne samo ge, pač pa tudi mnogi drugi morajo iti. Moramo iti za volo toga, ka smo najbogali prejšnje generacije. Dober nasvet je sigdar potrebno sprejeti. Pa če v mladosti ali pa v starosti. No, nam Gospod pomaga v tom. Beseda, štero povjel namenu Timoteje, vala za vse nas. Ne samo za njega, ne samo za Timoteja valala ta beseda. In to pravi, bodi pa vernim, bodi pa sošolcem, bodi pa učiteljem, profesorem, sodelavcem, bodi pa sosedom, prijateljem, znancem, bodi zgled v besedi, v vedenju, v obnašanju, v ljubezni, v veri in v čistosti. Dragi moji, to je naročilo. Bodi pa, boj, tok moraš biti. Povjel je dal naročilo svojome učence, svojome sodelavci. Kako boš se ti odločil? V tvojej šoli, kot učenec, kot učitelj, kot vzgojitelj. Kako boš se odločil na tvojem delovnem mestu, doma, na avtobuse, pri tvojem delu, ob srečanju z ljudmi. Bodi pa zgled. Kako poznajo ljudje mene tebe? Znate, to da nekaj koštalo. To da te nekaj koštalo. Mogoče nepriljubljenost. Mogoče da se štoj norčeval iz tebe. Mogoče osamljenost. Da sem bil, spominam nazaj 40 pa še malo let cuj, da sem bil vojenec. Znate, Zlotov, Štafelno sem dobil tu. Zato, ker sem bil poslušen Bogu. Sodelavec mi je, blažojno sem jo na vere strejto, sem se šel med Gužinov, ker sem se vero dal popraviti, ne bilo 10 minut, 15 minut, mi je strov blažojno znova na vere. In marsikaj bi leko pravo, moja žena zna, se spomne, mogoče se spomne tistega enega dogodka, da sem, že sva bila oženjeneva, džavko sem, ko sem mogel skozi. Za volo toga, da sem bil poslušen Bogu. Ali, dragi moji, splačalo se je. Ista oseba, štera mi je takšne stvari delala, sem se srečal mogoče po 30 letih z njo in v sobote
sva se pogovarjala več kot pol ure. Več kot pol ure. Se spominjala nazaj, ne na tiste slabe stvari, pač pa na to, ko je dobrega bilo. Bodi pa zgled. Eden zelo znane francoski matematik, fizik, izumitelj, filozof Blaise Pascal, ne vem, če sem dobro pravil, je šel skozi podobne stvari, kot ste šli tudi vi v svojem izobraževanju. Znate še več, bil je dosta betežen v svojih otroških letih, to, kar niti ne mogel redno obiskovati šole. Njegov oče je njegovimi privatnimi učitelji naročil, da ga usmerja bolje v humanistiko, bolje v te stvari in da ga ne obremenjuje toliko z matematiko, ker to ne bi škodilo in obremenilo njegovo zdravstveno stanje, ker ga se ne bi to zdravstveno stanje poslabšalo in ne bi bil še bolje izčrpane. Ali vseeno, tej mlade dečko je grato eden izreden matematik. Izreden matematik z mnogo ugotovitvami v geometriji, z mnogo rešitvami. Izumuje tudi matematično, tudi mehanično računalo Pascaline. Imamo sliko tu in pogledajte, to računalo je znalo seštevati pa odštevati do 6-mestna števila. V 16. stoletju to bilo. Mehanično, ne na zobnike, ne na čipe. Izumuje. In tu je bila ena množica zobnikov noter, štiri so mogli med seboj sodelovati, kaj je prišel do pravih rezultatov. Nište ne ste verjetno čuli in znate, kaj obstaja Pascalov zakon. In kaj se enota za tlak imenuje gli po njeme, Pascal. Ste čuli že za to? Nište ne ste, nište ne se še spominjate. Računalničari ste verjetno zasledili, kaj je eden od programskih jezikov v računalništvu Pascal. Ne vem, ste čuli za to? Programski jezik, štiri se sestavljajo programe, štiri se programira računalnike, se imenuje Pascal. Gli po njem. In vse eno, dragi moji, poleg vseh teh dosežkov je te človek prišel do odločitve v svojem življenju, do enega pomembnega spoznanja, kaj obstaja še nekaj več. Obstaja še nekaj več od vsej te njegovih dosežkov. Da so drugi šteli te njegove razprave in te njegove ugotovitve so ne mogli vrvati, katov eden 16-17-letni dečko, tako povedano, napisal, kaj je prišel do teh ugotovitev. Ja, malo že site v šole, to je samo, da se navadite na to, ko da se dogajalo v bodoči mesecaj. In prišel je ugotovitve, kaj obstaja Bog in obstaja večnost. In gledajte, kakšen nasvet on dava sinom. Pravi to, boljše je prelomiti dogovor s svetom in si rešiti dušo, kakor pa narediti dogovor z grehom in si osvojiti svet. Boljše je prelomiti dogovor, to povedano dogovor s svetom in si rešiti dušo. Kako pa napraviti dogovor z grehom in si osvojiti svet. On bi rekel, osvojil to povedano svet za svojim znanjem, ali ne. Znate, ena nesreča, da se je z kočijo prevrgel in na čudežni način preživel tisto nesrečo, ga je pripeljala do toga, da je začel iskati tonika več. Ga je začel iskati Boga. In to ga je pripeljalo do takšnih ugotovitev. Dragi,
otroci, učenci, še enako se obračam na vas. Življenje, šolanje, da vam prineslo različne izzive v vaše misli. Ponujalo, da vam marsikaj. Različne ponudbe, da kad tako povem, dobivale. Pazite, ko te pustili v svoje srca. Pazite, ko da vodilo vaše odločitve. Ne zavipajte vsakome. Ne zavipajte vsakoj takšoj ponudbi. Ne zavipajte vsakome, štere da ponujo hiter uspeh. To velja tudi za vse nas ostale. Hitro bogatstvo, štere da ponujo zadovoljstvo. Ne zavipajte vsem tem stvaranj. Ne nasedajte vsemogočim obečanjem, obljubom. Prlekog se odločite, prlekog včinite. Se pogovorite z vašimi staršami, pogučite se s učitelje, z vzgojitelje, z veroučitelje, za mladinsko-najstniškimi vodje. Pogučite se s Gospodom. Bog, ko pa ti praviš na to mojo odločitev. Pogučite se s tistimi, šterem zavipate, za štere ste sigurni, ka vas ne do kovli prinesli, ka vas ne do prevarali, štere vam ne do povzročali bolečine. Boljše je prelomiti dogovor s svetom in si rešiti dušo, kakor pa narediti dogovor s grehom in si osvojiti svet. Draga cerkev, dragi poslušalec, odgovornost vseh nas je, ka naslednjo generacijo podpiramo, ka njim stojimo ob strani, ka jih hrabrimo, ka jih pravilno usmerjamo v ljubezni, predvsem pa v iskrenosti molimo za njih in jih na tej način blagoslavljamo. Da je veliki blagoslov ne samo za njih, pač pa tudi za nas in da je blagoslov za naslednje generacije. Dodo napravili napako? Do napravili. Zato, kot mi smo delali napake. Dodo napravili napako, se spomnimo, kako so se starejši obnašali do nas. Da smo mi včinili napako. Ne delajmo njim tistega, ko je nas bolelo. V ljubezni pristopimo. Dragi moji, imam še eno posebno skupino. Ne samo učitelje, ne samo deco, ne samo vzgojitelje, starše in tako dole, ko sem naštel. Pač pa tu imamo tu v cerkvi en veliki blagoslov. Imamo naše veroučitelje. Ja, to je ena posebna skupina, štero ne smemo pozabiti. Naše veroučitelje. In dragi moji, naj vam Gospod da modrosti in pa vodstva Svetega Duha. Da vam da pravilno razsodnost, kad ste pravilno prenesli in vsadili Božjo besedo v ta mlada srca. Vi ste poseben blagoslov cerkve. Vi ste posebni v cerkvi. In pa ne samo za cerkev, pač pa tudi za celotno skupnost ste poseben blagoslov za volotova, ka mlade ljudi včite v njihovoj mladosti živeti po najboljšem vzore. Znači, po Božoj besedi. Gospod vas naj vodi, Gospod vas naj blagoslovi, Gospod naj poplača vaš trud in vas nagradi z enimi vzornimi Božjimi sledilci. Aleluja. Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil, ostanite v moji ljubezni. Tako je zapisano v Janezovem evangeliji 15. tale in pa 9. vrstica in to je vodilna vrstica za našo cerkev za letošnjo leto. Dragi moji, vse, komu včinili v iskrenoj
ljubezni, v iskrenoj Božoj ljubezni, eden za drugoga, dal, da je imelo uspeh. Dal, da je imelo uspeh. In naj Gospod da, kamo vsikdar živeli eno življenje izpolnjeno z Božjo prisotnostjo. To, kot sem povedal že na začetku. Dragi moji, če bomo živeli eno življenje izpolnjeno z Božjo prisotnostjo, te naslednje opozorilo štero povem, ne da je imelo slabih posledic za naslednjo generacijo. Nekako je to zapisal. Naj vas ne skrbi toliko, da vas otroci ne poslušajo, ne ubogajo, bolj vas naj skrbi dejstvo, da vas otroci vedno opazujejo in posnemajo. Bodi pa vernim in vsem ostalim zgled v besedi, v vedenju, v obnašanju, v ljubezni, v veri in čistosti. Amen. Amen. Lahko sklonimo naše glave v molitvi, ka bi razumeli to Božjo besedo. O nebeški Oče, hvala je Tebi, da si nam Ti dal te najboljša navodila za naše življenje. Hvala je Tebi za Tvojo besedo, štero imamo tu pred sjo, štero nam Ti razodevaš in pomori nam jo razumeti, pomori nam jo prenesti v svoje življenje in pomori nam jo živeti vsakmu trenutku in v Tvojem svetu imeni blagoslavljam vsakoga prisotnoga, vsakoga poslušalca, ker bi zaistino Božja beseda, Tvoja beseda, Oče nebeški, napravila to pravo spremembo, ki je potrebno in vodi nas naprej. Tu vsaki problem, vsako potrebo, vsako navolo, s katerimi se soočamo, vsako preizkušnjo, Gospod, tudi to predajemo v Tvoje roke, v Tvojo razrešitev in naj bodeš proslavljene skozi vse to Ti, Bog Oče, Bog Sin, Bog Duh Sveti, od zdaj pa vse do večnosti. Amen. 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 Amen.
ale